Kako si se ti srečal s korono, začetek tvoje izkušnje v bistvu, koronska? To je bila ljubezenska afera od samega začetka. Hecam se. Od začetka je bila kot ena hardcore gripa, ja, dejansko zbit, brez vole, brez moči. Čist neki, kot bi navaden prehlad, mogoče malo prehlada, pa vseeno sem se slabše počutil, dobesedno. Presenetilo me je, da sem pozitivna, ker držali smo se vseh ukrepov, kar je bilo možno, smo se držali. Sem bil pod tistim vtisom, da v bistvu to samo prizadene starejše, da mlajši, še posebej tisti, ker smo fit, ker smo pripravljeni športno zelo dobro, da ne bomo imeli pač težav. Torej, začel sem kašljati in seveda v Afriki prej pomisliš na vrsto drugih bolezni kot na COVID. Naenkrat me je začelo stiskati v prsih, nabijalo mi je srce na polno. In še ko je zbolela moja mami, sem ji rekla, veš kaj, to sploh ni tako slabo, zdaj se boš prekužila, boš imela proti telesa in pol bomo vedeli, da si varna. Ne? Jaz nisem zdržal, ker sem imel res tisti lekadol, sem potem jemal, že na 4 ure po 3 in tak naprej. Ampak vročina kar 41 fertik. Nekako po enem tednu je pa prišlo tako daleč, da me je sesulo, tako da praktično mi je zjutraj spodneslo tla. V soboto je bilo pa hudo. Me je začel dušiti in sem sinu rekel, jaz ne zdržim več, jaz moram iti zdravniku. Mislim, jaz sem takrat izgubil sapo, jaz nisem mogel več dihati, takrat so prišli reševalci, so me pač pilali noter v sobo. In na koncu je bilo že tako hudo, recimo, da nisem se mogla več premakniti, nisem mogla več do stranišča priti, dobila sem planice. Ti ne moreš hoditi okoli, pa pač se pogovarjati s folkom, tudi ti govoriti zelo težko, ker ti skozi kisika primanjkuje in si skozi. Oksigenacija pada v krvi in človek praktično ne more dihati, pljuča so zalita, po domače rečeno. Meni je že tako najbolj na svetu strah, recimo, da bi se zadušila in točno tukaj se gre za ta občutek. Po noč mi je bilo že toliko strah, imela sem masko res prevezano za glavo in vse, ampak jaz sem takole, jaz sem nikoli pozabila, spala sem takole, zato ko sem se bala, da mi je maska dol padla, da mi je obojen naziv, ker... In nam je rekla zdravnica, imamo čisto vse pripravljeno na intenzivni negi, pripravite se, očitno bo mogla biti intubacija. Sam priklop na ventilator, moram reči, da sem se ga nekoliko bal, tudi zaradi tega, ker sem neke članke iskal za ženo in sem seveda zasledil te tako imenovane ventilatorske smrti. No, priključen sem bil na respirator skoraj 2 meseca. Na kar so me potem dali v komu za cel mesec, to se pravi cel november. Jaz se spomnim, Sandi rekel, spavali bomo, ne. Pa sem pa jaz rekel, pač naredite tisto, kar morate, ne. Jaz sem bil pač takrat v komi 15 dni. 17 dni oziroma 23 dni, jaz pojma nimam, kaj se dogaja. Me je poklicala zdravnica in je rekla, pač nimam dobrih novic, ne, tole se ne bo izšlo. In jaz sem takrat rekla, mami, bi rada samo še enkrat videla, veste, kaj bi dala, da jo vidim. Ne. In je ona rekla, vem, ampak saj veste, da to ne gre. In je bilo treba držati gor hčerko, ki je stara 21 in njegovo mamo. In jaz sem videla, da mama je najbrž tako hudo, kakor bi bilo meni, če bi bilo z mojim otrokom, kaj se je bilo tudi meni hudo zaradi Boruta, ampak mama pa otrok, to je grozno. No in potem je ona čez pol ure poklicala in je rekla, pridite. Pač zato bom vedno hvaležna, da sem imela možnost 16 ur pred smrtjo prijeti z roko, pobožati po obrazu, začutiti, videti njen pogled. Njena zadnja slika je, kako mi je kole pomahala. Bila je pač pri zavesti, ampak pač ni mogla dihati, odpovedovalo ji je srce. Tako da, ja. To je moja zadnja zgodba z mojo mamo. No, pol tisti glaven moment, ko te pa stvari mečkan, ali pa so saj mene mečkan dotokle, pa pride pol, ko lahko začneš opazovati stvari okrog sebe, ne. Ko opaziš, da kakšen človek kdaj izgine, pa ga ni, pa ne razmišljaš niti, kam je šel. In so prišli ti, ki jih dajo to krsto železno, ne, in slišiš pol tisti zvok, tistega, ne vem, ali pokvarjene kolesa ali karkoli, ko gre tu-tu-tum, 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 pa ko se odpre, ne, pa ko pol slišiš, ko človeka na tisti, pa je konc, ne, ni te več.
ne da bi me bilo tako strah že, ampak a sem zdaj jaz na vrsti, ne? Nobena smrt ni lepa, to je dejstvo. Direkt povedano smo pacienta mogli dati v plastične vreče, prestaviti v grde lesene krste, prestaviti, nesti v mrliški avto in to včasih je bilo tudi večkrat na dan. Pa pridejo pa te nasprotni argumenti, da ne rečem napadi socialnih omrežij, ljudi, ki pravijo, to je brez veze, to ne obstaja, to je vse kar neki, vsi lažejo, ti pa imaš v glavi te grozne izkušnje. In to je tisti kontrast, ki te najbolj poškoduje in pri katerem se najbolj boriš in zaradi česar se tudi zelo redko kdo od nas vključuje v neke debate na teh socialnih omrežjih. Takrat, ko so ga že začeli prebujati iz te umetne kome, je kar naenkrat se ni več prebujal in potem nismo vedeli, kaj je vzrok. To je bilo tisto obdobje, bom rekel, kjer je pač seveda prišlo pri zbujanju do možganske kapi. To je bil razlog, zakaj sem potem bil premeščen na nevrološko kliniko. Potem mi je pomagala partnerka vstati, birgle, voziček, da sem šel na WC pa tako naprej. Ker jaz nisem mogel nič, jaz sem bil še onemogel, jaz nisem mogel niti hoditi. Ko sem prišla iz bolnice, mi je bilo že to, ko so me iz bolnice pred vrata postavili, že velik izziv sploh do avtopredka mi je moj čakal tam za rampo. Ko sem dan prišla, hiša v 3 nadstropjih in seveda sem si kuhno dala v 3 nadstropje, pa dnevno, tako da sem jaz gor prišla v 3 nadstropje, sem se mogla 5-krat usedeti na stopnice pa počakati, da pridem do zraka. Ko sem jaz prvič šel sam jaz, ko sem prišel na dirk na Japlovi, ko smo en pripeljali in sem začel sam jaz, meni so se rekli, kako je tresne. Ko si tisto juho zajemil, pa si polžil med potjo zgubil, pa vse skupaj tleh na svinjo, pisem pol vidiš, kako je. In to je kar nekaj časa trajalo, še pol, ko sem bil skoraj mesec v Laškem, šele pol na konc. Se pravi, konc maja sem jaz to vse prišel z mišicam, pa z vsem, da nekako se je nehalo to tresne. Pred korono, recimo aprila, sem delal 280 ur. Zdaj zmorem 3 ure na dan, največ. Po 3 urah sem toliko izmučen in enostavno brez energije, ker bi mi en elektriko izklopil ven. Takrat, ko je šlo vse to mimo, sem rekel, ajde, pač v redu je, šlišmo čez to. Sem rekel, zdaj pa grem jaz lepo nazaj na trening, čisto počasi. In sem naredil obremenitev, ki je 5-krat, 6-krat nižja od tiste, ki sem delal pred covidom in sem pristal na urgenci. In sem vprašala, koliko časa bo zdaj okreval, kakšna situacija je naprej. Kako imajo izkušnje s tem? Je rekel, od 3 tednov do pol leta. Sem rekla, ki pa vidite mojega moža, je rekel, v 3 tednih zagotovo ne. In ja, ta občutek, da ne veš, kdaj bo spet v redu, kdaj boš lahko spet normalno živel, meni je bilo to najhujše. Da nisem mogla eno uro stati v kuhinji pa delati, to je grozno. Vrtenje v glavi, mravljinci v stopalih, mravljinci v križu. Bolečine za očmi, prav take, da ti hoče oči ven poriniti. Ti lahko telovadaš na polno in ne boš imel nobenih težav, naslednji dan si lahko out en dan ali za cel teden. Mislim, jaz po 3 dni nisem spala skupaj, pač ko mogoče kakšna ura vmes popoldan, ampak po noči ni šlo, čist prešvicana, skozi. Veliko se potim, ker se prej nikoli nisem, tako da zelo hitro se spotim. Pozabljam veliko bolj. Prej sem imel ful dober spomin, res dober. Jaz sem se zapomnil res malo more stvari, od številk telefonskih do ljudi, do vsega. Pa malo čutim, da imam probleme s srcem, tak nek nenormalen ritem na trenutke. Imela sem tudi malo probleme s srčno aritmijo, pač takoj, ko sem prišla iz bolnice, sem lahko sedela na kavču, ležala na kavču, pa me je začelo noro utripati srce. Grem na urgenco, so pomerili, so rekli, ja, gospod, vi imate pa aritmijo, ste imeli to že kdaj prej, kva pa je to? Mi razložijo pač, da gre za nereden ritem in tako naprej. No, pol tretjič, ko sem prišel, me pa tle zelo tako ostro bolelo ob strani. Vsi mislijo, ja, to je mogoče malo anksioznost pa nervoza, pa to pa ne. Človek, jaz sem čist pač pomirjen, ampak jaz sedim in pač mi telo podivja. Recimo, če bi šel spat, tik preden bi zaspal, bi bilo isto občutek, da bi te nekdo ustrašil, pa si malo tako skočil. Ženske, recimo, ene par mladih, so jim ful izpadali lasje in so se blazno bali, zakaj mi zdaj spadajo lasje, bom plešal, kaj je to, se tuširaš, imaš cel otok las. Ja, lasje so pa tako po enem mesecu, ko sem bila doma, kar naenkrat jaz vidim, krtača potegnem, to je bil res tak šok, da ne znam niti povedati. To je bilo, tudi po celi prameni so bili v rok. Obema so se nama zrečili lasje
Jaz sicer uspešno prikrivam s tem, ker se jih na kratko strižem. Recimo zjutraj, ko se zbudiš, pa vidiš tako celo blazino polno tako tvojih las, ali pa ko tako sam narediš, pa ti ostane kar kos v rokah, ne, ni glih fajn občutek. Jaz kar nisem mogel verjeti, jaz sem se tuširam se, pa tisto, veš, malo z lase, pa tako po obrazu, pa tako, to veš, kad da bi psa prijel, pa tako, kaj je to, pa to klas. Pol jaz vprašam, kdaj pa bo boljše, jaz sem še zdaj kar v staležu. Prav, jaz se bo izvenelo, ne? Pa vprašam, kdaj pa bo to izvenelo? Pa spet dobim odgovor, ja, lejte, lahko ste srečni, da ste živa, ne? Pa sem pa spet srečen, da je res tako. Meni je pač vzel 6 mesecev življenja. In če zdaj nazaj gledam, dejansko mi manjka teh 8 mesecev življenja. Zdaj v tem post-covid delu mi je praktično vse, celotno mišično maso pobral. In meni je bilo že to tako, ja pa, mislim, saj jaz sem mlad, saj verjetno bom hiter dober, ne? Ja, vprašanje. V mojem primeru bi rekel, sem pripravljen, sem zdrav, pazim na se. Ja, jaz sem tudi bila mlada, ne, pa sem mislila, da sem zdrava, pa se je pa tako obrnilo, ne. Še najslabši del celotne zgodbe, se pravi, okužil sem še 6 drugih ljudi, pa okužil sem svojo mamo, ki je pol pristala v bolnici, 12 dni bila na dodatnem kisiku. Okužil sem tudi med drugim mojo prijateljico Mašo, ki je pač rodila mogoče mesec dni pred tem, ne. Ja, medtem ko sem prebolevala COVID, sem bila 15 tednov noseča. Pri nosečnicah je v primerjavi z enako starimi, zdravimi ženskami 4-krat več zapletov, ne. In mi smo imeli tudi zelo žalostne zgodbe. S tem, ko je seveda mama zelo bolna, je plod ogrožen. Potem so se še tudi 2 ali pa 3 moje noseče znanke, kolegice, so se tudi cepile. Ja, naš je zaščiten zdaj preko mene, no, tako da. Jaz sem 2-krat cepljen, tim Astra iz Zenice. Če ti to zagotavljajo in če ti rečejo, da imaš 95%, da preživiš, jaz mislim, da ni potrebno preveč razmišljati. Vem, da ne gre tukaj za neko mednarodno zaroto, big pharma, da bomo pa mi potamanili pol človeštva, da v plec. Ja, kdo pa pufe plačuje, ko vam ne jasno ljudi? Ljudje se bolj primejo teh teorij zarote, ker so seksi, privlačne so zelo enostavne za razumeti. Veš, jaz lažje razumem, da se je Bill Gates danes zjutraj zbudil in da me hoče pač čipirati. To se meni zdi cool. In pol, ko gre eden od, recimo, iz infekcijske klinike NIJZ, gre na televizijo, pa nekaj govori in pol čez 2 tedna reče, v bistvu je pa zdaj tako. Pa so vsi, aha, on sploh ne ve. Mislim, on pove to, kar ve, ne zdaj. In potem so na voljo novi podatki in reče, lej, novi podatki so taki. To ni tako, maske so zdaj za vse, ne, prej smo rekli samo za tiste, zdaj smo ugotovili, da pa tako, aha, zakaj si mi pa prej, si mi pa lagal, ne, na Instagramu pa že skozi govori, da je vse brez veze, ne, on pameten. Tist, ki ti pride pa ti da na pladnju vse odgovore tega sveta, ti ne bo nikoli nekaj pametnega povedal, to sem se jaz naučil. Ko smo bili mi kot otroci v osnovni šoli cepljen proti črnim kozam, takrat sigurno noben ni nič vprašal, a si za to ali nisi za to, ampak so nas vse pocepala, ne. Tudi če bi šel na safari v Afriko, recimo, ne, bi mirno se dal 5-krat cepiti, ali koliko je treba, ne. Že prejšnje misije je bilo za določeno območje potrebno eno obsežno število cepljenj opraviti. Jaz nimam sploh izbire, pa sploh premišljati o zarotah in o teh, jaz se pač moram cepati. Jaz še enkrat čez to ne grem. Ampak jaz sem naredila točno to, jaz sem se usedla in sem naredila intervju sama s sabo. Zakaj se nočeš cepiti? Kaj je razlog? Ne? In pač razlogi so bili samo te, da ne poznam cepiva, da se govori, da je pač strupeno, nevarno, čipirano, ne vem kaj še vse, ne? Ampak drugi del je pa bil, zakaj pa bi se cepila, ne? Pa je bilo zato, ker pač vem, da od korone lahko umreš, zato, ker verjamem v znanost. Na cepljenje pa gledam zelo tako, ne? Če bi te nekdo vrgel z aviona dol, ne? Pa bi ti dal možnost vzeti le padalo, ki se bo v 50% odprlo, ne? Jasno boš vzel padalo, ne? Jaz se bom, ko ne bi reč enkrat tega čez dajo, res ne. Pa ne takrat, ko sem jaz v kombi bil, ko se res ne spomnim, ko ne vem, kako pa kaj je bilo, ampak pol, ko ven prideš, ko se moraš matrati, da nazaj prideš, res. V življenju počenjamo ali pa v sebe dajemo marsikaj, dosti z lažjim srcem, kot pa recimo to cepivo. Vedela sem, da se pač želim cepiti, a ne, vsi smo čakali ta čudežni dan, da pridejo cepiva. Je bilo hitro pri nas cepivo, hvala Bogu, ampak ljudje se morajo zavedati, da to ni bilo zato, ker bi preskakvali določene ključne stopnje v procesu, ne. Prvič je bilo zato, ker je cel svet na tem delu, drugič, ker je bilo ogromno denarja vloženega, ne. In tretjič, enostavno vzorc ljudi, na katerem
so to pač razvijali, pa preučevali, bil toliko ogromen. Je pa res, ko enkrat zboliš, takrat nimaš več kaj narediti. Če bi se uspel cepiti en teden prej, jaz sem prepričan, da ne bi zbolel tako hudo. Ne? Medicina v resnici je iskanje kompromisov. Ne? Ti ne moreš nikomu reči, da ti bom dal to, ta antibiotik in bo samo pozdravil te bo in bo samo pozitiven efekt na tebe. Na svetu ni samo dobrih in slabih stvari, kot ljudje nismo dobri in slabi. Izbereš tisto, kar misliš, da je v tistem trenutku najboljše in slabo pa zraven vzameš. Nikoli ni, da bi lahko vzel samo dobro, tega na tem svetu ni. Jaz vedno rečem, oziroma tisti pregovor je v bistvu, da se glup uči na svojih napakah, pameten na napakah drugih. Ne? Eni so se naučili zelo na krut način, ne? Par prijateljev nimamo več, gremo samo še svečko lahko prižgati. In vem, da imamo ljudje eno posebno darilo, da lahko razmislimo stvari sami, da premislimo, kako mi gledamo na neke stvari, kaj nam pomenijo neke stvari in da se v bistvu lahko tudi na podlagi neke zdrave pameti odločamo za ali proti. A ne? Pismo ste prenesli? Ja, pisma sva napisala kliničnemu centru in Brazovem trgu. Vsem zaposlenim na COVID oddelku, spoštovane gospe, dragi gospodje, veva, da nisva niti prva, niti zadnja, ki vam piševa. Zadnje tedne ste skrbeli za najinega očeta in moža, Dragomirja Cvijiča. Naduto bi bilo reči, da se nismo bali te bolezni. Nismo pa pričakovali, da se bo to zgodilo ravno v naši družini. Bilo je strahotno surovo. Surovo je beseda, ki je zagotovo vi vsi na tem oddelku najbolj razumete. Zdaj jo tudi mi dva. Bili so trenutki, ko sva se zlomila, ko sva mislila, da nama bo počilo srce. Potem sva pomislila na vas, da ste s strašnimi trenutki srečujete zadnje leto vsak dan. Razbrala sva vašo skrb iz vašega glasu, ko smo se slišali, in videla vašo neizmerno skrb, ko sva bila na oddelku. Zdaj, ko ste ga nam spet vrnili iz sveta tišine in spanja, sva spet začela dihati. Vidite, niste rešili samo njega, temveč tudi naju. Skoraj se ne poznamo, marsikaterega imena in obraza ne poznava, nekatere samo na videz. Ampak v tem dogodku vi vidiva vaša dobra srca in duše. Veva, da se vam lahko zahvaliva samo s temi besedami in da boste imeli najino hvaležnost do konca. Pošiljava vam mnogo najlepših misli in hvala vam iz najinih src.